vojaška ladja Triglav, ki jo je Republika Slovenija prejela od Rusije kot del poplačila kliničkega dolga, meri v dolžino 49 metrov in doseže največjo hitrost 27 vozlov. Trenutno se posadka še vedno uri za naloge zaščite in reševanja na morju in v priobalnem pasu. Čeprav smo bili na njej civilisti, je bila še vedno oborožena. Med oborožitev pa sodijo top, 2 mitraljeza, protiladijski raketni sistem ter protizračne rakete. Ta ladja je pomembna tako za slovensko vojsko kot za Slovenijo, zato ker omogoča boljšo operativno uporabo na morju. Prej smo imeli samo eno ladjo Ankaran, zdaj imamo 2. Omogoča boljše sodelovanje tako z drugimi enotami slovenske vojske, kot pa tudi z ostalimi ustanovami tu na obali. Kako dobro se počutite na njej? Jaz mislim, da tako jaz kot cela posadka se dobro počutimo. Do zdaj smo ladjo že dodobra spoznali, zdaj jo uvajamo v operativno uporabo in mislim, da do konca naslednjega leta bomo to tudi uspešno naredili. Kako pogosto vas pa tukaj na morju v bistvu potrebujejo? V tej fazi uvajanja v operativno uporabo nas ne potrebujejo. Rekel bom, potrebovali bi nas, če bi izvajali kako iskanje in reševanje, bi sigurno prišli na pomoč. Mi trenutno se ubadamo z usposabljanjem posadke, z uvajanjem ladje v samo operativno uporabo. Koliko ljudi služi na tej ladji? Posadka šteje 24 članov, to so 4 častniki, 12 počastnikov in 8 mornarjev. Med ogledom smo izračunali, da bi prej pošle zaloge hrane, kakor zaloge goriva. Ja, res je. Ena od naših zahtev, ko smo izbirali pogon, je bil, da se vgradijo nemški motorji, ki so zelo zanesljivi in tudi zelo malo potratni. Koliko denimo potrošijo? Pri ekonomski hitrosti 11 vozlov, kakršna je naša normalna hitrost, je to na vse 3 motorje skupaj 150 litrov. Kaj pa samo bivanje na ladji? Kako zelo drugačno je od denimo bivanja v vojašnici? Jaz mislim, da je enako, s tem, da so prostori malo manjši, ker smo seveda omejeni s prostorom na ladji. Drugače pa je tako kot povsod, če se boš dobro razumel, tudi če so po 4 v kabini, se bojo imeli fajn, če pa se ne razumejo, pol pa je malo težje. Ampak mislim, da posadka je v redu, se razume in tako da nam je enostavno in lahko. Veliko je stopnišč, lestev, ozkih prehodov, nizkih vrat. Tudi jaz, pa nisem, ne vem kako velik, sem mene 2-krat udaril že z glavo kam. To se navadiš z delom, na začetku je malo težje, potem pa ti pride v rutino in posadka mora biti usposobljena, da tudi ko ni luči, se premika po vseh prostorih brez problemov. Na dnevu odprtih vrat smo si z ladjo z zanimanjem ogledali, se povzpeli na komandni most ter se sprehodili po ozkih hodnikih v notranjosti mimo bivalnih prostorov posadke do kuhinje, nad katero so vsi mornarji več kot navdušeni. Jaz bom tako rekel, s kuharjem sem skoraj nezadovoljen, zaradi tega, ker kuha predobro in se vsi skupaj redimo, tako da moramo še toliko bolj delati na naših fizičnih aktivnostih, da držimo našo težo nekje tam, kjer bi mogla biti. Kako zelo vam vaš ustaljen vsak dan postavijo na glavo dnevi, kot je današnji? No, sigurno moti to pri usposabljanju, vendar mi smo takih dni tudi veseli, ker tako lahko predstavimo ladjo javnosti in če je ladja predstavljena tako za to, kar se dela, potem jo bo javnost tudi lažje sprejela za svojo. Stvari, ki jih ne smemo videti, jih nismo videli? Stvari, ki jih ne smete, jih niste videli, ni jih dosti, nekaj pa jih je. Municija, strelivo na ladji v tem trenutku je? To mora biti vedno.